Drage učenke in dragi učenci in vsi ostali navdušeni jezikoslovci, lepo pozdravljeni v prvem spletnem seminarju Ura slovenščine z domačega kavča prvič. Moje ime je Ana in danes želim biti predvsem vaša prijateljica in vam pomagati razrešiti tiste najtežje in najbolj zapletene uganke, ki se vam pojavljajo pri učenju slovenščine. Vem, da ste morali v zadnjih tednih močno spremeniti način vašega dela in učenja, zato smo se pri Limeti odločili, da pripravimo kratke izseke nekih razlag učne snovi pri slovenščini. Drugače pa se pri Limeti ukvarjamo predvsem s prevajanjem besedil in pisanjem jezikoslovnih člankov. Če v vaš najljubši brskalnik vpišete Limetin blog in kliknete na prvi zadetek, boste našli zelo veliko jezikovnih nasvetov in napotkov, ki vam lahko pomagajo tudi pri učenju za preizkuse znanja ali pa za pripravo kakšnih govornih nastopov. Vaši učitelji in učiteljice so mi sporočili, da imate največ težav pri učenju slovenščine ravno z učenjem jezika in sicer z vsem, kar je povezano s stavki, povedmi, stavčnimi členi, podredi in priredi. Oziroma drugače rečeno, težave vam povzroča predvsem skladnja. Vaši učitelji in učiteljice imajo kar prav, ker skladnja jezika res predstavlja eno izmed najtežjih poglavij pri učenju slovenščine. Ravno zato sem se odločila, da vam danes pripravim res kratek pregled in povzetek tistih najpomembnejših snovi. Najprej bomo odgovorili na vprašanje, kaj je stavek in kaj poved. Najprej bomo začeli torej s temelji. Potem si bomo pogledali, kaj se zgodi, če stavke med seboj združimo v povedi. Potem bomo pogledali, kaj se dogaja znotraj povedi in stavkov. Stavkom določimo stavčne člene. Ko pa govorimo o povedih kot takih, pa govorimo o odvisnikih oziroma podredno zloženih povedih in priredih oziroma enakovredno priredno zloženih povedih. Tako, jaz sem že zelo dobro ogreta in pripravljena. Lahko začnemo? Ok, pa gremo. Torej, najprej bomo začeli s stavkom in sicer z definicijo stavka. Začnemo torej pri temeljih. Kaj je torej stavek? Stavek so besede zbrane okoli ene same glagolske oblike, oziroma zelo poenostavljeno rečeno, to so vse besede, ki so zbrane okoli enega samega glagola. Če pogledamo na primeru, Maja bo prišla na obisk. Ta primer je stavek, zaradi tega, ker se v tem stavku nahaja res samo ena sama osebna glagolska oblika in sicer bo prišla. Okoli te osebne glagolske oblike pa so potem zbrane še ostale besede. No, in kaj se zgodi, ko stavke združimo med seboj? Če med seboj združimo več različnih stavkov, dobimo poved. Poved pa je zaključeno in smiselno sporočilo, ki se začne z veliko začetnico in konča s piko. Torej, če smo pri stavku rekli, da opazujemo predvsem glagole oziroma osebne glagolske oblike, potem pri povedih opazujemo veliko začetnico in končno ločilo. Tu vas moram opozoriti, da ste včasih pri preizkusih znanja zelo površni. Namreč pozabite, da končno ločilo ni samo pika, ampak tudi klicaj, vprašaj in tudi tripičje. Vem, da se večkrat v preizkusih znanja ali pa tudi v nacionalnem preverjanju znanja pojavi recimo naloga, ko morate prešteti število stavkov in število povedi. No, ko štejemo stavke, štejemo glagole oziroma osebne glagolske oblike in ko štejemo povedi, štejemo končna ločila. In potem se bo zagotovo pojavilo vprašanje, kaj pa je prej s tistim primerom Maja bo prišla na obisk? Rekli smo, da je to stavek, ker vsebuje samo eno osebno glagolsko obliko, ampak hkrati je tu tudi poved, ker se začne z veliko začetnico in konča s piko. Natančneje, kot bomo videli v nadaljevanju, gre za enostavčno poved. Torej, Maja bo prišla na obisk je hkrati stavek in poved. Tako, prebili smo led, postavili neke temelje, na katerih bomo pa zdaj tudi gradili.
ker gre seveda celoten spletni seminar v živo, naj vas opomnim, da mi lahko že med tem postavite kakšno vprašanje. Če pa boste imeli kakšno res tipično vprašanje oziroma tipičen primer, ki vam povzroča zdaj težave pri reševanju nalog, pa lahko vprašanje brez skrbi postavite v to skupino za polikan jezik. Obljubim, da bom odgovorila v najkrajšem možnem času in z besedami, ki so vam blizu. Tako, zdaj, ko smo torej postavili temelji, gremo torej graditi to našo skladnjo. Prej sem že rekla, da če stavke med seboj združimo, dobimo povedi. In sicer, če se v eni povedi nahaja en stavek, torej ena osebna glagolska oblika, potem gre to za enostavčno poved. Če se v recimo povedi nahajata dva stavka, dva glagola oziroma dve osebni glagolski obliki, recimo v našem primeru, če pogledamo drug primer, Maja bo prišla na obisk in bo rešila domačo nalogo. Torej gre za dva stavka za dvostavčno poved. Še vedno je pa to poved, ker se začne z veliko začetnico in konča s piko. No, in če med seboj združimo tri stavke, dobimo kar trostavčno poved. In če to pogledamo na primeru, recimo Maja bo prišla na obisk, bo rešila domačo nalogo in bo pomila posodo. Se pravi, trije glagoli, trije stavki, trostavčna poved. Tako lahko vidimo, kako lahko res stavke kot tiste najmanjše dele povedi med seboj združujemo in gradimo. Ok, pa pustimo zdaj Majo, da reši nalogo in pomije posodo, da bo lahko šla na obisk, mi pa se bomo zdaj preselili mogoče že na malo težji del skladnje oziroma že na malo težji del našega spletnega seminarja, ker verjamem, da smo vsi že dovolj ogreli svoje možgančke. Tako. Zdaj bomo torej obnovili znanje o stavčnih členih. Tudi stavčni členi veliko težav povzročajo najprej učencem 6. in potem učencem 7. razreda, potem pa v 8. in 9. razredu pa sem prepričana, da stavčne člene že obvladate, ampak vseeno jih bomo malo ponovili, da osvežimo to znanje. Kaj so zdaj stavčni členi? Stavčni členi kot taki, dejansko torej stavčni člen, kot že sama beseda pove, so deli stavka. Torej, včasih se pojavi vprašanje, predvsem profesorjem, zakaj v bistvu sploh rabimo stavčne člene? Pa profesorica, zakaj se moram teh stavčnih členov učiti? No, vsak stavčni člen nosi pomembno informacijo, neko določeno informacijo v stavku. In v osnovi ločimo 4 stavčne člene. To so osebek, povedek, predmet in prislovno določilo. In vsak izmed teh stavčnih členov nam nekaj v stavku pove. In torej gremo lepo po vrsti. Najprej naj vam povem, da učenje stavčnih členov in celotne skladnje poteka zelo, zelo sistematično. Se pravi, ko se učimo skladnje, se moramo učiti jezika kot sistema. Zato je najlažje, če si recimo vse te preglednice s stavčnimi členi ali pa kasneje preglednice z odvisniki in priredi izpišete na en poseben list, okrasite z enimi takimi lepimi barvami in imate ob vadenju stavčnih členov ali recimo odvisnikov to preglednico vedno seboj. Na tak način boste imeli veliko manj težav. Dobro, pa se posvetimo našim stavčnim členom. Prvi stavčni člen, ki ga vidite v tej razpredelnici, je osebek. Osebek nam pove, kdo v stavku nekaj dela, kdo je vršilec dejanja. Po vsakem stavčnem členu se vprašamo tudi s točno določeno vprašalnico, zato je res pomembno, da si te vprašalnice tudi zapomnimo. Po osebku se vprašamo z vprašalnico kdo za osebe oziroma kaj za neživa bitja plus povedek. Kaj zdaj ta matematična formula pomeni? Torej, združimo vprašalnico kdo oziroma kaj in dodamo povedek. Ta povedek je pa tisti glagol in v tem primeru stavčnih členov je samo en povedek, zaradi tega, ker v vsakem stavku stoji samo ena osebna glagolska oblika. Se pravi, v vsaki vprašalnici bomo enostavno dodali povedek. No, potem je tukaj
povedek, slavni povedek. Povedek je zelo, zelo pomemben del celotne strukture stavčnih členov, zato, kot bomo videli v nadaljevanju, ga tudi poiščemo torej kot prvega. Povedek nam pove, kaj kdo dela oziroma počne, oziroma kaj se z nekom v tem stavku dogaja. Potem je tukaj predmet, že tretji stavčni člen po vrsti. No, predmet nam pove, kaj se je s tem, kaj se je torej zgodilo, prikaže nek rezultat dejanja. Verjamem, da vam bo predmet povzročal nekaj več težav. Zakaj? Ker se po predmetu vprašamo kar s 5 različnimi vprašalnicami, in sicer z vprašalnicami od 2. do 6. sklona, torej od rodilnika do orodnika. Ampak mislim, da dejansko te vprašalnice zdaj že zelo, zelo dobro poznate in ste pravi eksperti v sklanjanju samostalnikov, zato sem prepričana, da tudi te vprašalnice ne bodo prevelika težava za vse vas. No, potem so pa tukaj še prislovna določila. Zdaj, prislovna določila poznamo jih sicer več različnih vrst in odvisno od tega, kaj izražajo, jih potem tudi ločimo oziroma poimenujemo. Recimo, prislovno določilo časa nam pove, kdaj se je kaj zgodilo, prislovno določilo kraja, kje se je recimo kaj zgodilo, prislovno določilo vzroka, zakaj se je nekaj zgodilo, in prislovno določilo načina, kako, na kakšen način se je nekaj zgodilo. No, preden pa se lotimo konkretnih primerov označevanja stavčnih členov, ne pozabimo, da stavčnih členov v stavku ne označujemo kar tako z nekimi puščicami in oblački, ampak zato obstajajo vnaprej dogovorjena grafična znamenja oziroma neka pravila, kako stavčne člene v stavku označujemo. Osebek označujemo z eno samo ravno črto, povedek označujemo z vijugasto črto, predmet kot stavčni člen označimo z 2 ravnima med seboj ločenima črtama. Mogoče je na tej sliki prikazano, kot da je ta črta malo bolj utemeljena, ampak res gre torej za 2 samostojni ravni črti, in prislovna določila označujemo tako s takimi krajšimi črticami. Vedno pa moramo pri prislovnem določilu zraven zapisati, za katero prislovno določilo gre. To pa zato, ker če boste vi recimo na preizkusu znanja samo počrtali ta prislovna določila, učiteljica ne bo vedela, ali vi res veste, za katero prislovno določilo gre, zato to zraven tudi vedno zapišemo. In sicer celotno ime prislovnega določila kraja recimo okrajšamo na p.d.k. Tako, zdaj, ko smo že zelo dobro opremljeni s tem teoretičnim znanjem, pa predlagam, da se lotimo teoretičnih, praktičnih, konkretnih primerov, kako dejansko prepoznati in označiti stavčne člene. Pa začnimo s prvim primerom. Naš sosed se rad igra z ognjem. To je torej naš stavek, v katerem moramo določiti stavčne člene. Najprej, kot že prej rečeno, bomo določili povedek. In povedek v tem stavku je, torej, kaj se z nekom dogaja, kaj nekdo počne, se igra. To je torej povedek. Zdaj pa bomo, ko smo našli povedek, poiskali še osebek. Se pravi, kdo je vršilec dejanja v tem stavku, kdo nekaj počne. Po osebku se vprašamo, torej, če se spomnite še prejšnje razpredelnice, kdo oziroma kaj plus povedek. V našem primeru je to, kdo oziroma kaj se igra. In če se vprašamo, potem lahko najdemo odgovor že kar v samem stavku, in sicer naš sosed. Se pravi, kdo ali kaj se igra, naš sosed. Sosed je torej osebek oziroma vršilec dejanja v našem primeru. Vem, da v osnovni šoli že obravnavate tudi prilastke, ki pa so dejansko, torej ne spadajo v ta glavni paket stavčnih členov, zato prilastkov jaz danes tukaj ne bom obravnavala, sem pa prepričana, da vam bom lahko s prilastki pomagala mogoče v kakšnem ločenem vprašanju. Namreč namen tega spletnega seminarja je, da postavimo res tiste temelje oziroma osnove za nadaljevanje. Tako, pa se vrnimo nazaj k našemu stavku, naš sosed se igra z ognjem. Torej, vse, kar nam je ostalo še nepočrtano, je torej z ognjem. Katero vprašalnico moramo uporabiti iz tiste razpredelnice, da se po njej vprašamo, torej se igra, in dobimo odgovor z ognjem. Torej, to verjetno ne bo povedek, ker povedek je v stavku samo eden.
To niti ne bo osebek, ker če se vprašamo, kdo ali kaj se igra, že imamo osebek, naš sosed. To niti ne bo prislovno določilo, zaradi tega, ker nam to z ognjem ne pove, kje se igra, kako se igra, zakaj se igra, ampak bo to torej predmet. Torej ostane nam samo še zadnji stavčni člen in sicer to je predmet. Ok, predmet smo določili, ampak vem, da bodo učiteljice in učitelji od vas želeli tudi, da zapišete, v katerem sklonu pa je ta predmet. Zato lepo gremo od drugega do šestega sklona po vseh vprašalnicah, da bomo torej dobili odgovor z ognjem. Pa gremo. Koga ali česa se igra? Z ognjem. To ne bo prav. Komu ali čemu se igra? To tudi ne bo prav. Koga ali kaj se igra? Z ognjem? Ne. O kom ali o čem se igra? Ne. In še zadnji, torej orodnik, s kom ali s čim se igra? Z ognjem. Ta zadnji bo torej pravi, torej gre za predmet in sicer predmet v orodniku. Tako, za nami je torej testni primer. Lahko gremo že naprej. Mama nas bo peljala v šolo. Zopet najprej poiščemo povedek, se pravi, kaj se dogaja. In po kratkem premisleku lahko vidimo, da je povedek v tem stavku bo peljala. Potem bomo poiskali osebek. Kdo je torej vršilec dejanja? Kdo bo koga nekam peljal? In če pogledamo torej celoten stavek, hitro ugotovimo, da bo to mama. Torej, kdo ali kaj bo peljal? Mama. In potem nam ostaneta torej na levi strani še ta zaimek nas in na desni v šolo. Pa se lotimo najprej tega zaimka nas. Tale zaimek nas je zelo značilen za predmet. Pa poglejmo, če se lahko po kateri izmed vprašalnic za predmet vprašamo in dobimo odgovor nas. Recimo, torej gremo od 2. do 6. sklona. Koga ali česa bo peljala? Nas? Ne. Komu ali čemu bo peljala? Nas? Ne. Koga ali kaj bo peljala? Nas? To pa bo pravilno. Se pravi, torej gre za predmet, natančneje predmet v tožilniku. In potem nam ostane še v šolo. In po kratkem premisleku in po pregledu tiste razpredelnice s stavčnimi členi sem prepričana, da boste hitro ugotovili, da gre tu pravzaprav za prislovno določilo. In sicer natančneje prislovno določilo kraja, ker se vprašamo, kam nas bo mama peljala in dobimo odgovor v šolo. Pojdimo naprej. Ta primer bo mogoče malce težji, ampak jaz verjamem, da bomo skupaj zmogli. Dež nama je pokvaril načrte za konec tedna. Zopet, najprej poiščemo povedek. Je pokvaril, se pravi, kaj se dogaja. Je pokvaril. Potem moramo poiskati osebek oziroma vršilca tega dejanja, torej kdo ali kaj je pokvaril, in če pogledamo po stavku, bo temu najbolj ustrezal verjetno dež. Torej dež je tisti osebek, ki je v bistvu pokvaril načrte za konec tedna. In potem imamo zopet ta zaimek nama, ki smo že prej rekli, da je zelo značilen za predmet, pa poglejmo, ali se lahko tudi po tem zaimku vprašamo in dobimo odgovor nama. Gremo od rodilnika dalje. Torej, komu ali čemu je pokvaril? Nama. Torej, najprej bomo začeli z rodilnikom. Koga ali česa je pokvaril? Nama, torej rodilnik ne bo prav. Potem bomo šli dajalnik, komu ali čemu je pokvaril in dobimo odgovor nama. Se pravi, gre za predmet. Potem pa imamo še to strukturo načrte za konec tedna. Zdaj, določili smo že povedek, torej to povedek ne bo. To niti ne bo torej osebek, zaradi tega, ker ne gre za vršilca dejanja, torej kdo nekaj počne oziroma nekaj dela. Potem to tudi ne bo prislovno določilo, ker ne pove, kdaj se je nekaj zgodilo, kje se je nekaj zgodilo, zakaj in kako. Torej nam ostane samo še zadnji stavčni člen, ki je zopet predmet. In s tem primerom sem vam želela nakazati, da lahko v enem stavku torej nastopa tudi recimo več predmetov. Niso vsi primeri tako lepo naravnani, da bi noter bil vedno en osebek, en povedek, eno prislovno določilo in en predmet. Tisto, kar je obvezno v vsaki stavku, pa je seveda torej povedek, ker brez povedka stavka ni.
Tako, zdaj pa mi samo dovolite, da se malo torej pobrskam, če je že kdo kaj vprašal, da vidim, kako nadobudni ste. Ja, prejela sem že zelo veliko pozdravov, tudi vam, vsem zdravo, živjo. Zelo sem vesela, da se nas je že kar nekaj zbralo. Verjemite, boljše oziroma rajše bi imela, da bi bili dejansko torej vsi skupaj, da bi se lahko tako v živo pogovarjali, ampak verjamem, da bomo kljub tokratnim razmeram tudi na tak način vzpostavili en lep odnos. In moram priznati, da se je kar čudno pogovarjati takole s kamero. Raje imam, če je na drugi strani torej kakšen učenec ali pa kakšen drugi sogovornik. Ok, torej. Obnovili smo torej svoje znanje o stavčnih členih, pogledali smo, katere stavčne člene poznamo, se pravi te glavne, kako se po njih vprašamo in naredili nekaj primerov. Še enkrat, če boste imeli kakršnokoli vprašanje in kakršnokoli zadrego, zapišite vprašanje torej na Facebook skupino ali pa lahko, če gre dejansko za neko obsežnejšo nalogo, napišete vprašanje tudi na moj elektronski naslov. Moram reči, da sem že kar včeraj prejela že kar veliko vaših nalog, in kar me najbolj veseli, da res tako zagreto, zagnano in pridno delate vsem razmeram navkljub. Bi rada pa na tem mestu pohvalila tudi vse učitelje in učiteljice, ki se v tem času res trudijo oziroma trudimo, da vse teče tako, kot mora. Verjamem, da bomo zelo hitro nazaj v šolskih klopeh. Tako, ker smo obnovili zdaj znanje o stavčnih členih, mislim, da smo pripravljeni, da si pogledamo, kaj se zdaj dogaja torej v teh širših strukturah, torej v povedih. Poved, kot smo rekli, se začne z veliko začetnico in konča s končnim ločilom. Pa poglejmo, kaj se dogaja znotraj povedi. Zdaj, od tukaj naprej bomo govorili torej o dvostavčnih povedih, se pravi povedi, ki vsebujejo najmanj 2 stavka. In glede na to, v kakšnem razmerju sta si ta 2 stavka, ločimo podredno zložene povedi, ki jim z drugim imenom in vam bolj poznanim pravimo odvisniki, in priredno zložene povedi ali priredja. Najprej si bomo pogledali podredno zložene povedi, kar je sicer tudi učna snov za vse osmošolce. Torej, v podredno zloženih povedih imamo 2 stavka, pri čemer je en stavek glavni stavek in drug stavek odvisni stavek. In ta 2 stavka sta med seboj vedno ločena z vejico. Tako tudi ločimo glavni stavek od odvisnega. Zdaj, kako prepoznati glavni stavek? Glavni stavek vedno vsebuje neke temeljne informacije za nas kot naslovnika. Če pogledamo kar na našem primeru. Iz leta se nisem udeležila, ker je deževalo. Torej, pomembna informacija zdaj tukaj je, da se pač iz leta nisem udeležila. To je glavni stavek. In glavni stavek tudi ne vsebuje veznika. Vezniki pa so besede, ki med seboj povezujejo več stavkov. Medtem ko odvisni stavek, torej v našem primeru, ker je deževalo, pa vsebuje neke dodatne informacije. V tem primeru v bistvu vsebuje pojasnilo, zakaj se pač iz leta nisem udeležila. In odvisni stavek vedno vsebuje tudi veznik. In na podlagi teh veznikov lahko tudi lažje potem prepoznavamo odvisnike oziroma katerega tipa ta odvisni stavek je. Sta pa vedno, še enkrat, torej glavni in odvisni stavek med seboj ločena z vejico. No, in glede na to, kakšno vrsto informacije ta odvisni stavek prinaša, ločimo več vrst odvisnikov. Upam, da se ne boste ustrašili naslednje preglednice. Ja, v slovenščini poznamo zelo veliko odvisnikov. Jaz verjamem, da se bo na začetku, ko se boste začeli učiti, vse skupaj ena velika zmeda, ampak še enkrat, če se bomo skladnjo oziroma v tem primeru odvisnike učili sistematično, če si bomo naredili neko preglednico, zraven ustrezno zapisali vse vprašalnice in tem vprašalnicam lahko dodate recimo za vsak odvisnik tudi značilne veznike, po katerih recimo določen odvisnik že na prvi pogled lahko prepoznamo.
In torej, še enkrat, pomembno je, da imate recimo to preglednico ves čas, recimo, ko vadite zraven. Seveda na preizkusu znanja bo vse že tako utečeno, da tega tam ne boste potrebovali, ampak vseeno, naredite preglednico, okrasite jo s kakšnimi lepimi barvami in bo tudi učenje lažje. Boste videli. Torej, kot smo že rekli, glede na to, katero informacijo ta odvisni stavek glavnemu stavku prinaša, ga dopolnjuje, ločimo več vrst odvisnikov. Vsak odvisnik, tako kot vsak stavčni člen, vsebuje oziroma mu pripada določena vprašalnica. Pomembno je, da se te vprašalnice naučimo, si vsaj poskušamo zapomniti, ker če bomo obvladali vprašanja, bomo zelo lahko prepoznali odvisnike v povedi. Poleg tega pa tej vprašalnici, tako kot smo stavčnim členom dodali povedek, tudi odvisnikom dodamo torej vprašalnico in povedek glavnega stavka. Kaj je zdaj ta povedek glavnega stavka? Vem, da se sliši zelo učeno in težko, ampak boste videli, ko bomo rešili nekaj primerov, bo šlo to zlahka. Ta povedek glavnega stavka enostavno pomeni, da če smo pri stavčnih členih, ko smo jih določevali, imeli samo en povedek, to pa zato, ker je v stavku samo ena osebna glagolska oblika, imamo zdaj tu, če imamo dva stavka, dva povedka oziroma zelo poenostavljeno rečeno dva glagola. In katerega zdaj izbrati, ko se sprašujemo po odvisnikih? Povedek glavnega stavka. Torej, odvisnik pustimo pri miru, torej mi moramo določati odvisnik in se sprašujemo po povedku glavnega stavka. Tako, da ne bo vse skupaj torej tako zapleteno, sem vam pripravila na nek način eno manjšo matematično formulo, ker vem, da je med vami tudi zelo veliko matematičnih navdušencev. Naj že vnaprej povem, da seveda ta formula ni zapisana v nekih učbenikih, ni, kako bi rekla, se pravi, strokovno, znanstveno potrjena, ampak skozi učenje odvisnikov, ko sem se jih učila jaz in ko sem pomagala pri učenju tudi ostalim učenkom in učencem, jim je tale neka formula zelo pomagala. Pa si jo poglejmo. Najprej imamo torej vprašalnico, torej tisto vprašalnico, ki je zapisana v tej razpredelnici. Mimogrede, te razpredelnice so zapisane v vseh učbenikih, delovnih zvezkih, delovnih učbenikih po novem in hkrati so zdaj vsi učbeniki oziroma gradiva tudi prosto dostopni oziroma prosto dostopna gradiva, tako da lahko tam najdete zelo veliko teh preglednic, da se ne boste preveč mučili. Tako, torej imamo torej vprašalnico in ta vprašalnica je ta torej iz te razpredelnice. Potem sledi torej tej vprašalnici bomo dodali povedek glavnega stavka, torej tisti glagol v glavnem stavku in na koncu torej še odvisni stavek. Če zveni zelo zapleteno, verjamem, da zdaj, ko bomo pogledali na primeru, to ne bo več. Poglejmo primer. Pokličem te, ko pridem domov. Zdaj, kako bi na najlažji način torej določili odvisnik v tej povedi? Torej, manjka nam neka vprašalnica. Torej, vprašalnica ostaja skrivnost. Dodamo povedek glavnega stavka, ki je v tem primeru pokličem, zaradi tega, ker glavni stavek torej pokličem te. Dodamo torej ta povedek glavnega stavka pokličem in dobimo rezultat oziroma odvisnik, ko pridem domov. In zdaj sledi tisti ključni del. Katero vprašalnico iz tiste razpredelnice moram izbrati, da ji bom dodal povedek glavnega stavka in dobil odgovor, ko pridem domov. Po zelo kratkem premisleku in tisti, ki stavčne člene že dobro obvladate, lahko ta stavčni člen malo že prepoznate tudi po vezniku ko in ta veznik ko je zelo značilen za časovni odvisnik. In po časovnem odvisniku se vprašamo, kdaj. Torej, kdaj te pokličem? Ko pridem domov. In torej gre za časovni odvisnik.
Mislim, da skozi v bistvu izkušnje je pomembno, da vam znam torej približati snov tudi na nek sistematičen način. Jaz se zavedam, da vsi učenci in učenke nimajo toliko posluha za slovenščino in slovenski jezik, da bi takoj v trenutku prepoznali stavčne člene in izstrelili odvisnike, zato je res pomembno, da mogoče s takimi pristopi in načini mogoče približamo znanje slovenščine še komu drugemu, ki mu recimo torej gre mogoče določevanje odvisnikov nekoliko težje. Tako, zdaj, ko smo res opremljeni z vsem teoretičnim znanjem prej od stavčnih členov in zdaj od odvisnikov, pa se bomo preizkusili v določevanju torej teh odvisnikov. Pa poglejmo na prvem primeru. Odkar pomnim, sem si želela nov motor. Najprej bomo določili glavni in odvisni stavek. Glavni stavek je v tem primeru sem si želela nov motor. Zakaj? Ker nosi neke ključne temeljne informacije. Meni je pomembno, torej, da sem si želela nov motor. In potem imamo neko dodatno informacijo, ki nam pove, od kdaj sem si želela nov motor. In to je odkar pomnim. Torej, glavni stavek, torej sem si želela, odvisni stavek, odkar pomnim. Tisti, ki ste že res vešči v prepoznavanju stavčnih členov, ste lahko tale odvisni stavek prepoznali tudi po zelo značilnem vezniku odkar. Pa poglejmo, kateri odvisnik je to. Torej, imamo glavni, imamo odvisni stavek, naslednja naša naloga je, da poiščemo povedek glavnega stavka. V tem primeru je povedek glavnega stavka sem si želela. In zdaj, če se vrnemo eno drsnico nazaj in se spomnimo na tiste naše doma narejene formule, se torej vprašamo, katero vprašalnico moram postaviti, da ji dodam ta povedek sem si želela, da dobim odgovor odkar pomnim. Ta značilni veznik, torej odkar, je značilni veznik za časovni odvisnik. Pa poglejmo, torej, če dejansko vprašalnica za časovni odvisnik paše v kontekst. Torej, od kdaj sem si želela nov motor? In potem sledi odgovor, odkar pomnim. Bingo! Mislim, da smo v prvo zadeli pravi odvisnik. Torej, od kdaj sem si želela, odkar pomnim. Tako je, gre za časovni odvisnik. Ne pozabite, tudi odvisnike označujemo torej grafično enako kot stavčne člene. Osebek z eno ravno črto, osebkov odvisnik z eno ravno črto, predmetni odvisnik z dvema ločenima ravnima črtama in vsa potem prislovno določilne odvisnike s tistimi poševnimi kratkimi črticami. Torej, v tem primeru bi odvisnik označili tako. In seveda zraven zapišemo, za kateri odvisnik gre. Naslednji primer. Predstavljam si, kako diši mamina potica. To je ravno v času po velikonočnih praznikih, ko smo verjetno vsi polni vseh velikonočnih dobrot. Torej, pa se spomnimo oziroma predstavljamo, kako že diši mamina potica. Najprej poiščemo glavni in nato še odvisni stavek. Glavni stavek je v tem primeru predstavljam si. Zakaj? Ker bomo zdaj dobili neko dodatno informacijo. Ja, kaj si pa ti zdaj predstavljaš? Ta primer je nekoliko težje. To pa zato, ker res ne vsebuje nekega značilnega veznika, recimo za časovni odvisnik, odkar ali ne vem, recimo krajevni odvisnik, kjer. Tako da verjetno prislovno določilni odvisniki, če jih pogledamo po tisti razpredelnici, ne bodo. Pomagajmo si torej z vprašalnicami. Ali bi bil to mogoče osebkov odvisnik? Še enkrat, katero vprašalnico moram uporabiti, da ji dodam povedek glavnega stavka, torej predstavljam si, da dobim odgovor, kako diši mamina potica. Pomagajmo si torej z vprašalnico z osebkov odvisnik je, kdo ali kaj si predstavljam, kako diši mamina potica, mislim, da to ne bo šlo. Probajmo oziroma poskusimo s predmetom. Oziroma s predmetnim odvisnikom. Še enkrat, teh vprašalnic je kar nekaj, pa pojdimo skupaj počasi res od rodilnika do orodnika. Gremo najprej začeti torej z rodilnikom. Koga ali česa si predstavljam, kako diši mamina potica, je sicer predmetni odvisnik, ampak ne bo prava vprašalnica. Pojdimo naprej z dajalnikom. Komu ali čemu si predstavljam, kako diši mamina potica, tudi to ne bo prav. Koga ali kaj si predstavljam?
kako diši mamina potica. Torej, ugotovili smo, da gre za predmetni odvisnik in sicer natančneje, ta predmetni odvisnik se nahaja v tožilniku. Gremo naprej. Iskal te je prijatelj, ki si ga spoznal na taboru. Zopet tukaj poiščemo najprej glavni stavek in potem še odvisni stavek. Glavni stavek je v tem primeru iskal te je prijatelj. Ok, to je za mene kot tvorca zelo pomemben podatek. In potem bomo določili torej odvisnik, ki pa nam bo povedal nekaj več, recimo kdaj me je iskal prijatelj, kateri prijatelj me je iskal. Torej, vprašamo se, katero vprašalnico moram uporabiti, da ji dodam povedek glavnega stavka, ki je v tem primeru iskal je, da dobim odgovor, torej ta, ki si ga spoznal na taboru. Tale veznik ki je zelo značilen za prilastkov odvisnik. Poskusimo, če bo to mogoče prilastkov odvisnik. Če pogledate v razpredelnico, se po prilastkovem odvisniku lahko vprašamo s 3 različnimi vprašalnicami. Kakšen, kateri in čigav. In mislim, da bo ravno ta druga vprašalnica, kateri prijatelj, podal pravi odgovor. Torej, kateri prijatelj te je iskal? Torej, tisti, ki si ga spoznal na taboru. Mislim, da bo to kar prilасткov odvisnik. Torej, nosi neko dodatno informacijo, kateri prijatelj me je iskal. In še zadnji stavek, oziroma zadnja poved. Kdor bo dobil nagrado, bo prišel na oder. Tudi zdaj v tem primeru najprej določimo glavni stavek in odvisni stavek. Glavni stavek je v tem primeru bo prišel na oder. Zakaj? Ker je za nas pač pomembna informacija, da bo nekdo prišel na oder in zdaj nam bo ta odvisnik povedal, kdo bo prišel na oder, kdaj bo prišel na oder, kako bo prišel na oder. Tako da poglejmo, katero dodatno informacijo nam nosi ta odvisnik. Zdaj tale veznik, ki stoji čisto na začetku povedi, in sicer veznik kdor, pa je zelo značilen veznik za osebkov odvisnik. Pa se poskusimo vprašati z vprašalnico za osebkov odvisnik, torej kdo ali kaj, in dodamo povedek glavnega stavka, bo prišel, ali dobimo odgovor, kdor bo dobil nagrado. Torej, kdo ali kaj bo prišel, kdor bo dobil nagrado. Mislim, da gre res za osebkov odvisnik. Tako, upam, da se niste že preveč utrudili. Res je, še enkrat moram poudariti, da je učenje skladnje zelo sistematičen, zelo dolgoročen proces, predvsem pa terja zelo veliko vaje in dobre volje ter seveda kanček potrpljenja. Tako, zdaj pa pogledam, če ima mogoče že zdaj kdo kakšno konkretno vprašanje. Ja, nekaj vprašanj se torej nanaša na to, ali boste lahko ta posnetek videli še večkrat. Ja, video posnetek oziroma ta posnetek webinarja boste lahko pregledali, kolikokrat boste želeli in seveda učitelji seveda ga lahko uporabite tudi pri delu z učenci. Jaz upam, da vam vsaj malo pripomorem oziroma vsaj malo olajšam delo. In ja, pogledali in preposlušali ga boste lahko tolikokrat, dokler vam res potem ne bo šel na živce. Potem imamo že tudi kar konkretno vprašanje in sicer Anice. Anica me sprašuje, kako najlažje razložim, kaj je povedek v stavku sem si želela nov motor. Se pravi, kako na čim bolj razumljiv način povemo, kaj je torej povedek. Enostavno na način, da se zopet vprašamo po vprašalnici, kaj se zdaj tukaj dogaja. Kaj dejansko se pravi nekdo počne. Gre za neko torej dejanje, stanje in pa seveda tudi dogajanje. In v bistvu napaka, ki jo učenci največkrat v bistvu počnejo, je, da recimo, kot smo imeli primer, sem si želela nov motor, da potem kot povedek počrtajo samo želela.
Zelo pozorni morate biti tudi na te pomožne glagole, torej sem si želela, ker vsi ti pomožni glagoli potem tudi nakazujejo, recimo konkretno sem si želela, da gre za glagol v pretekliku, potem si pa pomeni, je pa dejansko torej povratni glagol, torej da sem si jaz želela. Skratka, najlažje je na ta način razložiti, torej kaj se dejansko zdaj v tem stavku dogaja, kaj pravzaprav nekdo počne. In potem, kako dejansko... Ja, Anica, tu sem odkrila mogoče čisto manjšno napakico. Ta si ni v bistvu predmet v dajalniku, kot sem že dejansko malo prej nakazala. Torej, sem si želela, vse skupaj je torej povedek. Ker vsak izmed dejansko dela tega povedka nam nekaj o tem povedku pove. Še enkrat, sem nam pove, da gre za torej glagol v pretekliku, si pomeni torej, da gre za povratnik, se pravi jaz sem si, in potem na koncu želela. Torej, sem si želela, vse skupaj je povedek in ta si torej ni predmet v dajalniku. Potem še pa Barbara. Zdravo, Ana, živjo. Te lahko vprašam, v katerih primerih se uporablja kaj ali kar? Zdaj ne vem točno, ali gre tukaj mogoče za veznik ali gre tukaj za vprašalnico, zato je res najbolje, da mogoče vprašanje še enkrat malo bolj strukturiraš, ker res v bistvu tukaj ne vem, ali gre za vprašalnico ali misliš, da gre za veznik. Tako, torej še enkrat, posnetek bo dejansko torej res na voljo vsem, lahko si ga boste naštimali za budilko, lahko ga boste uporabljali v bistvu kolikokrat ga boste želeli. Okay. Anica, ni problema, hvala tudi vam, da ste z nami. Tako, zdaj smo torej pogledali stavčne člene, pogledali smo podredja oziroma odvisnike in ostala so nam še priredja. Se pravi, priredno zložene povedi. Ko torej povedi tvorimo oziroma skupaj zlagamo, tako da dobimo torej poved, so lahko ti stavki, s pomočjo katerih mi poved zložimo, v enakovrednem oziroma torej v prirednem oziroma enakovrednem razmerju ali v podrednem razmerju. Podredne razmerja smo že obdelali, torej gre za odvisnike. Zdaj so pa na vrsti priredno zložene povedi. V priredno zloženih povedih so si stavki v enakovrednem razmerju. Tu ne govorimo o glavnem in odvisnem stavku, lahko zelo tako poenostavljeno rečeno, da rečemo, da torej gre za dva glavna stavka. In kako dejansko te priredno zložene povedi prepoznati? Najlažje jih je, če si zopet zapolnimo neke točno določene veznike in v bistvu iz konteksta, torej kaj nam ta poved v bistvu sporoča. Če smo prej poudarili, da se v bistvu pri podredno zloženih povedih, da sta stavka vedno med seboj ločena z vejico, pri priredih ne bo tako enostavno. Namreč glede na to, za katero vrsto priredja gre, je lahko vejica med stavkoma ali pa tudi ne. Brez skrbi, vse bomo razrešili zdaj takoj. Torej, priredij je nekoliko manj in sicer v slovenščini v osnovi ločimo 7 različnih priredij. Vsako priredje v bistvu nekaj točno določenega sporoča in zraven torej v desnem stolpcu pa imate torej kaj izraža in tiste res najpogostejše veznike, ki so značilni za ta priredja. Tisti vezniki, ki so obarvani s črno, pred njimi vejice ne pišemo. Tisti vezniki, ki pa so v tej razpredelnici obarvani z rdeče, pa pred njimi vedno stoji vejica. Kako si to najlažje zapomnimo? Tako da veliko vadimo, da rešimo zelo veliko primerov priredij. Torej, v osnovi ločimo 7 priredij. Vezalno priredje, ki izraža, se pravi, torej neko hkratnost, nekaj povezuje.
Potem je tukaj protivno priredje, ki izraža neko nasprotovanje, nasprotje. Potem je tu stopnjevalno priredje, ki izraža torej neko večjo ali manjšo stopnjo, oziroma ne da smo naredili nekaj, še nekaj zraven dodamo. Potem je ločno priredje, ki izraža, se pravi, neko ločevanje, neko odločanje. Potem je sklepalno, ki izraža sklep, posledično razmerje izraža posledico in pojasnjevalno priredje pojasnjuje. Tako, če smo naredili torej veliko primerov za stavčne člene in odvisnike, bi bilo pošteno, da naredimo tudi nekaj primerov za priredja. In še enkrat, preden se lotimo določevanja priredij, je torej pomembno, da kako prepoznamo določeno priredje. Najprej pogledamo, se pravi, značilne veznike in hkrati pogledamo, kaj nam to priredje sporoča. Torej, pa gremo. Ne samo, da poslušaš učitelja, ampak tudi nalogo si naredil. Verjamem, učiteljice in učitelji, da je tole kar pogost stavek v razredih. In torej, poglejmo najprej, kaj nam ta poved sporoča. Ok, ne samo, da sem poslušal učitelja, še nalogo sem naredil. Se pravi, ne samo, da sem poslušal, poleg tega sem naredil še nalogo. Se pravi, torej gre za neko stopnjevanje. Nekaj sem naredil in še nekaj zraven. Poleg tega sta z oranžno obarvana tudi zelo značilna veznika za stopnjevalno priredje. Ne samo, ampak tudi. In pred veznikom, ampak tudi vedno stoji vejica. Torej, veznik, ne samo, ampak tudi in stopnjevalno priredje. Potem je naslednja poved, prišel bi, a imam veliko dela. Zopet se vprašajmo, kaj dejansko ta poved izraža. Izraža neko nasprotovanje. Se pravi, jaz bi rad prišel na tvojo zabavo, ampak ne morem. Se pravi, pridemo v neko nasprotje, nasprotovanje. Poleg tega pa je z oranžno obarvan tudi zelo značilen veznik A. In sicer, če pogledamo v razpredelnico, ugotovimo, da je to veznik, ki izraža protivno priredje. Pa poglejmo. Veznik A in protivno priredje. In potem še zadnji primer, ali boš kavo, ali boš čaj. Torej, ali boš kaj izraža, ali boš eno, ali boš drugo. Torej gre za neko izbiro, za neko ločevanje, ali eno, ali drugo. In zelo značilen veznik ali, pred katerima vejica ne stoji. Imamo torej veznik ali, gre za dvodelen veznik, stoji na začetku prvega stavka in na začetku drugega stavka. In ločno priredje, se pravi, gre za neko ločevanje. Meni se zdi, da bo določevanje priredij vam povzročalo nekoliko manj težav, zato ker se da dosti dejansko razbrati že iz stavka. Tako. Zdaj smo torej pregledali vseh 5 glavnih točk, ki smo si jih danes zadali, torej skladnja. Vem, da je nekoliko iluzorno pričakovati, da boste po 30 minutah res pravi eksperti v skladnji, da boste znali na prvo žogo določiti odvisnike, priredja in stavčne člene. Upam, da sem vam z mojimi razlagami vsaj nekoliko pomagala oziroma naredila nek drugačen pouk. Drugače pa res se moramo skladnje učiti sistematično. Kot sem rekla in še enkrat poudarjam, izpišite si torej vse odvisnike, stavčne člene, vprašalnice za odvisnike in tudi za stavčne člene in pa zraven recimo neke značilne veznike. Vendar vas moramo opozoriti, da se pri tem, se pravi, ko odvisnike recimo prepoznavate po točno določenih veznikih, bodite zelo pazljivi. Namreč recimo veznik da. Veznik da je zelo značilen tako za predmetni odvisnik, kot recimo tudi za namerni odvisnik. Tako da bodite res pozorni pri določevanju vseh teh odvisnikov. Še enkrat, če imate kakršnokoli konkretno vprašanje, bom z veseljem torej odgovorila. Lahko ga zapišete torej zdaj kar v naš pogovor ali pa kasneje v skupino na Facebooku. Če gre pa za kako bolj obsežno vprašanje, za katero potrebujete res temeljito razlago, pa mi lahko pišete tudi na elektronski naslov. Včeraj verjamem, da smo razrešili
razrešili že kar nekaj dilem in zelo me veseli, ko vidim, da tako vneto in pridno delate. Zato res, če boste potrebovali kakršnokoli pomoč, sem vam na voljo. Zdaj pa da vidim, kaj pravite v našem skupnem pogovoru. Ja, Milanka, imate v bistvu povsem prav, res je. Vsi učbeniki in tudi učni načrti, tudi posodobljen učni načrt, ki velja od septembra lanskega leta, res je, da govorimo o prirednih razmerjih. Res je, imate prav, vendar sem v bistvu zaradi neke strokovne terminologije oziroma res tega ločevanja, torej priredja, podredja, raje uporabila torej termin priredje, je pa res, da se uporabljajo, se pravi torej razmerja. Imate prav. Kornelija, torej vaše vprašanje, boš kavo ali čaj? Se pravi, tudi v tem primeru tukaj torej ni vejice. Torej, boš kavo ali čaj? Helga, v bistvu ta boš ni bil izpuščen, je pa res, da če bi v ta zadnji primer, torej ali boš kavo ali boš čaj, ustavila še ta glagol boš, bi bil mogoče primer celo bolj jasen, tako da res hvala za ta komentar, vendar je bil primer v bistvu prepisan oziroma nekoliko v bistvu prilagojen iz učbenika za 9. razred. Tako da so res primeri, ki jih učenci uporabljajo v šoli. Res pa je, da če bi pred tem čajem še urinila, torej ta boš, bi bil stavek malo bolj razumljiv oziroma malo bolj jasen. Hvala za to opozorilo. Kornelija, ni nujno, da se pravi zapišete boš kavo ali boš čaj, lahko torej napišete boš kavo ali čaj, torej lahko je v bistvu več različnih možnih variant, kakor se pač tvorec odloči. Gospa Helga mi je pomagala torej na način, da je rekla, da bi mogoče bilo bolje, če bi recimo v ta zadnji primer ali boš kavo ali boš čaj urinila ta glagol, to pa zato, ker bi bilo tudi učencem verjetno bolj zanimivo oziroma bolj razumljivo. Aha, ok, se pravi veznik in tudi zaimek. Ja, kdo oziroma kdor se vedno uporablja za osebe, torej za živa bitja, medtem ko kaj oziroma kar pa se uporablja torej za nežive stvari. Če govorimo recimo o tem, da se pravi o živih, torej osebah, o živih osebkih, recimo ne vem, dedek, mama, kot smo imeli primer naš sosed, se vprašamo kdo ali kaj. Ko pa govorimo, se pravi torej o neživih stvareh, pa uporabljamo torej vprašalnice kaj oziroma kar. In ko smo imeli recimo primer dež. In to je, se pravi, se na tak način vprašamo po osebku. Res pa je, da imajo dejansko tudi vse vprašalnice za sklone, od imenovalnika vse do urodnika, torej dve različni varianti. Kdo ali kaj? Koga ali česa, komu ali čemu, koga ali kaj, o kom ali o čem in s kom ali s čim. In te prve vprašalnice so torej za živa bitja, medtem ko te druge vprašalnice torej pa za neživa bitja oziroma za predmete. Ker osebek v stavku, če govorimo o stavčnih členih, ni nujno vedno, se pravi, da je živo bitje. Ni vedno živo bitje vršilec dejanja. Ja, Kornelija, se pravi razlika med ampak in vendar. Jaz bi rekla, da gre v tem primeru torej za dva
veznika, ki na nek način torej označujeta neko določeno nasprotovanje. Prepričana sem, da če bi zdaj malo poiskali oziroma pobrskali tudi po normativnih priročnikih, recimo na Franu najdete zelo, zelo veliko zbirko normativnih priročnikov za slovenski jezik, bi tam v bistvu natančneje lahko opredelili tudi ta veznik, ampak mislim, da se pravi lahko uporabljata torej oba za označevanje nekega nasprotovanja. Prišla bi, ampak ne morem. Prišla bi, vendar ne morem. Se pravi za neko pojasnjevanje, za neko torej nasprotovanje. Milanka? Ja, res je, Milanka, to sem v bistvu dvakrat poudarila, da kljub temu, da res učbeniki, recimo nekateri imajo v teh preglednicah ob vsakem odvisniku napisane neke značilne veznike, da res učence vedno spodbujamo k tem, da se sprašujejo torej direktno iz povedi, ker dejansko so lahko ti vezniki varljivi. Kot sem že prej rekla, recimo veznik da ni značilen samo za predmetni odvisnik, ampak ga lahko uporabljamo recimo tudi za druge odvisnike. Torej, da se ne zanašamo na prvo žogo, se pravi na tisti veznik, ampak da res se vprašamo torej po povedi. Res pa je, da lahko vezniki na nek način služijo kot neko vodilo, ampak še enkrat bolje je res, da se vprašamo iz povedi, ker so vezniki lahko zelo, zelo varljivi. Druga težava pa nastane, ko recimo pri odvisnikih nekega tipičnega značilnega veznika sploh ni in se potem učenci lahko znajdejo v težavah, ko ne znajo torej določiti odvisnika, zato ker se ne znajo, tako kot ste lepo zapisali, vprašati iz povedi. Hvala tudi za ta nasvet. Vidim in mislim, da imate zelo, zelo veliko izkušenj s poučevanjem, tako da so vsi vaši nasveti dobrodošli tudi torej, da jih delite z nami. Kornelija, ni zakaj? Metka, živjo, hvala lepa. Upam, da vam je bilo všeč. Ja, tale veznik ter. Če se torej pogovarjamo o priredih kot takih, se pravi, ko sem tam v razpredelnici zapisala, da pred vezniki in, ter in pa nikoli ne stoji vejica, gre res za zelo, zelo, zelo poenostavljeno razlago. Spletni seminar sem namreč res želela približati torej osnovnošolcem 8. in 9. razredu, ki dejansko urinjenih stavkov, recimo kot takih, niti navadno torej ne obravnavajo. Medtem ko zelo, zelo napačno pa bi bilo, oziroma tudi z moje strani nestrokovno, neprofesionalno, če ne bi pojasnila tega vprašanja. Torej, konkretno tudi za vse ljubitelje slovenskega jezika. To, da vejica pred veznikom in ter nikoli ne stoji, to seveda ni res. Opažamo, da učitelji ponavadi torej v osnovnih šolah ravno zaradi te poenostavljene razlage, ki sem jo jaz predstavila tudi zdaj, in te poenostavljene razlage, ki je prisotna tudi v učbenikih, si potem za vse življenje zapomnijo, da vejica pred veznikom in ne stoji. Ampak še zdaleč od tega. Vejica pred veznikom in stoji takrat, kadar je pred celotnim veznikom in ali veznikom ter urinjen stavek. Več o recimo teh urinjenih stavkih in o tem, kdaj pišemo vejico pred veznikom in kdaj ne, bomo govorili v ponedeljek na našem 3. spletnem seminarju ob 20. uri, torej zvečer. Torej, vejica pred veznikom in ter pa seveda stoji takrat, kadar je pred celotnim veznikom urinjen stavek ali takrat, recimo, kadar želimo nekaj dodatno pojasniti. Recimo, živi v Ljubljani in sicer na Viču. V tem primeru vejica pred veznikom in seveda stoji, ker gre za neko dodatno pojasnilo, za neko dodatno pojasnjevanje. Ja, torej, Metka, upam, da sva razrešili torej to vprašanje s temi prirednimi vezniki. Torej, res gre za zelo poenostavljeno razlago, ker sem želela se torej
nek način ta spletni seminar res nameniti torej poenostavljeni razlagi za vse osnovnošolce, medtem ko seveda za vas navdušeno jezikoslovko to ne bo dovolj. Torej vejica pred veznikom in inter zelo velikokrat stoji. Vabljeni pa torej, da si ogledate naš webinar torej v ponedeljek ob 20. uri, kjer bomo govorili o res bolj kompleksnih in še bolj zagatnih jezikovnih vprašanjih. Ampak hvala, da ste me opozorili. Zelo, zelo, zelo pomembno je, da res to poudarimo. Hvala še enkrat, Metka. Metka, super, tudi jaz se veselim torej, našega druženja v ponedeljek zvečer, ampak res hvala, da ste me na to opozorili. Res pa je, torej še enkrat poudarjam, da je v 30 minutah iluzorno pričakovati, da bojo pa zdaj vsi učenci kar izstreljevali te odvisnike in priredja, ker res jezikosistem, sploh ta skladnja, res zahteva neko sistematično učenje in zelo, zelo, zelo veliko vaj, ogromno vaj, ker dejansko iz primerov, iz prakse se boste dejansko torej največ naučili. Tudi s Kornelijo sva torej razrešili vprašanje, torej s tem ampak in. Vendar, Irena, hvala, da ste bili z nami. Helga, me zelo veseli, da sem odgovorila torej na vsa vaša vprašanja. Me pa zelo veseli, da torej ta webinar v živo spremljajo dejansko tudi tisti, ki se slovenščine torej šele učijo. Tako, mislim, da je bilo to za danes. Zelo me veseli, da ste bili torej z nami oziroma z menoj in upam torej, da se vidimo jutri, torej jutri ob 1. Zopet torej na skupini za polikan jezik, drugi webinar. In sicer jutri bomo pa teh 30 minut slovenščine z domačega kavča namenili maturantom. In sicer kako napisati res dober esej. In potem v ponedeljek bomo razreševali tista težja vprašanja, ki so povezana s slovenskim jezikom, nova pravopisna pravila in potem v torek še 30 minut z domačega kavča, torej za marsikoga prvim tujim jezikom, angleščino. Želim vam vse dobro, bodite zdravi, ostanite dobro in vabljeni spet, torej, da se nam pridružite v naslednjem webinarju oziroma da postavite vprašanje, dilemo na našo Facebook skupino ali pa mi enostavno pišete na elektronski naslov. Lepo bodite in ostanite zdravi. Čuvajte se.